Lahko se zgodi, da se ta video ne bo najbolje postaral. Nisem namreč čisto prepričan, kako naj vam predstavim ta avto. Med našim testom se je namreč Audi odločil, da bo ponovno prevetril imena svojih modelov. Po nekdanji Audijevi logiki bi moral zdaj napovedati model A4. No, ampak tukaj zadaj imamo napis A5. In ravno to je razlog za naslov videa, na katerega ste ravnokar kliknili. Pri Audiju so se namreč odločili, da štirica ne bo več rezervirana samo za modele z električnim pogonom, pač pa bodo zdaj ta velikostni razred poenotili, torej z imenom A4 tudi za bencinske in dizelske modele. No, želite naš komentar na vse to? Audijevi šefi, pa saj smo vam rekli. Imen klasik oziroma, če hočete, celo legendarnih klasik se ne spreminja. Zgodovina in tradicija ne sodita le v zgodovinske knjige, pač pa sta odličen temelj za napredek in razumevanje poti, po kateri hodimo. No, ali pa vozimo z novim Audijem A5. In seveda je bolj kot ta njegova številka pomembno dejstvo, da novinec ostaja pravi A4. Torej, ohranja prednosti in kvalitete predhodnika, te pa s pomočjo izjemno naprednih tehnologij pelje še na višji nivo. Da je danes A5 blagi hibrid, ni prav nič nenavadno. No, nekoliko bolj nenavadno pa je, da je ta blagi hibrid združen s turbodizelskim motorjem. Gre za turbodizelski štirivaljnik, ki je znotraj tega pogonskega sistema na našem testu porabil zelo malo goriva. Na našem normnem krogu smo tako zabeležili porabo 5,2 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da lahko pri učinkovitem pogonu naredimo kljukico. Še celo bolj kot z učinkovitostjo pa me ta pogon prepričal s svojim res tihim in mirnim delovanjem. No, to se še posebej odraža na avtocesti, kjer imamo tudi pri višjih hitrostih občutek, kot bi vozili kakšen popolnoma tih električni avto. In na tem mestu pridemo do ugodnosti, ki jih prinašajo komponente blago hibridnega sistema z Audijevo oznako plus. Pri avtocestni vožnji tako dobimo nekaj dodatnega navora in s tem zmanjšamo potrebo po prestavljanju v nižjo prestavo, s tem pa tudi motor deluje precej tišje. Seveda pa bo hibridna pomoč najbolj očitna v mestu, kjer pogon omogoča tudi nekaj vožnje samo na elektriko. Brez dizelske spremljave bomo tako parkirali, manevrirali ali pa se na primer v kolonah premikali od enega semaforja do drugega. Baterija hibridnega sistema je skrita tukaj, poglejte, pod prtljažnim dnom. V osnovi gre za litij železo fosfatno baterijo, ki po zaslugi v njej shranjene energije zagotavlja do 18 kW moči pri pospeševanju oziroma do 25 kW moči v obratni smeri, torej pri rekuperaciji. Če vas zanima, kako je ta baterija skupaj z ostalimi e-komponentami integrirana v pogonski sistem, pa si lahko ogledate naš ločen video s klikom na zgornjo povezavo, kjer nam to podrobno razloži Audijev inženir. Pokažem vam še eno zelo preprosto, ampak zelo priročno novost. Po novem Audi postreže s takšno svetlobno indikacijo, kam moramo brcniti pod odbijač, da se prtljažnik prostoročno odpre, da ne boste brcali v temo. Prtljažnik Audija A5, torej modela z oznako Avant, je nekako zelo prostorsko podoben kot pri njegovem predhodniku. Zdaj ima prostornino 476 litrov, kar pomeni, da je zelo primerljiv z glavnimi rivali v tem premijskem segmentu. Glede na nekako kompakten premijski segment se tudi tukaj na zadnji klopi sedi povsem zadovoljivo. Poglejte, za svojo vozniško pozicijo imam 175 cm, sedim zelo dobro, dovolj imam prostora za kolena. Glede na karavansko obliko vozila pa ni vprašljiv niti prostor po višini. Za razliko od modela A9, oziroma, po novem in po starem A8, kjer se zadaj seveda sedi po kraljevsko, pa je v modelu A5 najbolje sedeti spredaj. Poglejmo zakaj. Notranjost je oblikovana po zadnjih Audijevih smernicah, takole z velikim, razpotegnjenim in ukrivljenim zaslonom, ki je zelo pregleden, hitro odziven in pa tudi preprost za uporabo. Verjemite, bolje preprost, kot morda izgleda takole na prvi pogled.
Zelo pregleden je tudi prikaz varnostno-asistenčnih sistemov. No, pri tem ima najpomembnejšo vlogo projekcijski zaslon, ki ga gledamo tukaj v vetrobranskem steklu. No in po mojem mnenju je najbolj koristen nov grafični prikaz, takrat, ko vozilo prihaja iz mrtvega kota, ko nas nekdo želi prehiteti, no takrat nas ta grafični prikaz v vetrobranskem steklu opozori, namesto da to počne samo tale lučka v stranskem ogledalu. Zgodba z zasloni pa tukaj ni zaključena. Svojega ima namreč tudi sovoznik, na njem lahko spremlja kakšne zanimive informacije ali pa se preprosto zabava. Je pa seveda ta zabava med vožnjo namenjena izključno sovozniku. S pomočjo tako imenovane zaklopne tehnologije se ta zaslon med vožnjo za voznika zatemni, viden pa je samo sovozniku. Pa še eno zelo zanimivo rešitev so našli pri Audiju. Verjetno poznate težave s pregrevanjem mobilnega telefona, ko ga takole polnimo brezžično. No, pri Audiju so zdaj moč tega polnjenja povečali na 15 vatov, kar pomeni, da se telefon kar hitro napolni. Težavo s pregrevanjem pa so rešili z dodatnim hlajenjem tega polnilnega prostora. Da je v novem A5 najbolje sedeti spredaj, pa so glavni razlog vozne lastnosti. Pri Audiju so namreč uspeli izboljšati vodljivost in preciznost, predvsem po zaslugi tršega in bolj odzivnega krmiljenja. Moram reči, da je novi A5 videti precej športno. In tudi je precej športen, tudi s takšnim, seveda bolj zadržanim turbodizelskim motorjem. Že predhodnik je bil na področju voznih lastnosti zelo močan, no zdaj pa so te še izboljšane. Pri nekoliko hitrejši vožnji nos recimo ne bo prav nič rinil iz zavoja in to je seveda nekaj, kar si pri takem avtomobilu želimo. Za tem dokaj športnim volanom, poglejte, sedim zelo nizko in na ta način lahko zelo dobro čutimo sile in pa prenose mase v zavojih. A5 je nasplošno zelo uravnotežen, lahkoten avto in ker seveda zelo dobrodošlo, tudi enostaven avto za vožnjo. Ne nazadnje pa tudi pogon quattro, torej štirikolesni pogon, ostaja eden zaščitnih znakov Audija. No, ta pogon je zelo koristen, ko je podlaga spolzka, na primer tako kot danes, ali pa celo zasnežena. Kako so Audijevi inženirji tehnično prišli do izboljšave voznih lastnosti, pa predstavimo v videu, ki smo ga posneli ob naši prvi vožnji tega avtomobila. Tam smo tudi primerjali, kako vozne lastnosti dodatno nadgrajuje športni Audi z oznako S5. No in za konec, ali ste vedeli, da lahko novim Audijevim žarometom poljubno spreminjamo grafiko? No, in ne samo to. Ta svetlobni podpis je celo živ. Kaj to pomeni? Preverite v našem pogovoru z vodjo oblikovanja modela A5.